Nahajam se v fundusu RTV Slovenija, kjer imajo shranjeno večino oblek in kostumov za voditelje in voditeljice. Tukaj si izposojajo tudi obleke za filme in igrane TV oddaje. In s tem, kar imajo tukaj, lahko postaneš praktično karkoli. To be or not to be? That's the question. Kaj delaš? Noč. Tako, ampak se ti zdi v redu, a ne? Zanimivo je. Kaj boš pa narediti zdaj s tem? Noč, sej bo že nekdo drug to pospravil, a ne? To ni tako enostavno, to je televizijski fundus in vsako stvar, ki enkrat probaš, in treba pa očistiti. A pol bom jaz to mogel zdaj spucati? Kje butal, da bi kdo pustil tebi to brati? To ne sme kar vsaka nedeljska gospodinja se s tem obadati. Veš, koliko je to dragoceno? To je delo za profesionalce. Ja, ampak sej jaz sem sam probal to. Dobro, to imaš prav. Sam, če bi si jo pa midva recimo zdaj razposodila, bi jo mogel pa pol dati v čistilnico. Aha. Gospa, je to res, da mora vsak kostum iti po uporabi takoj v čistilnico? Ja, tako je. Odvisno, recimo, eni kostumi gredo v čistilnico, eni pa v pralnico, odvisno od materialov, a ne? Je pa obavezno to. Kdo pa to pravzaprav čisti? Imamo svojo čistilnico, ko dajemo v čistilnico, ali pa v svojo pralnico, ne? Take stvari, ki so pač ali spodnje perilo, ali nogavice, take dodatke, to se pere pri nas, ali pa šali, rute, ostalo pa gre v čistilnico. In ko pride nazaj, se spet da nazaj po oddajah, ne? Kako pa skrbite za to, da vam kakšni mali ne pojejo oblek, pa kakšne take nadloge? Kako to preprečite? V glavnem, kostumi morajo biti čisti. Iz preventive se pa to šprica na vsaki tukcajte. Take so stvari, take so snovi, ki niso škodljive za zdravje. To pa naša varnostna služba skrbi. Koliko so pa kaj stari ti najstarejši kostumi? Kakšni so že kar? Dotrajani, ne? Ja. Tako je, recimo v samem fundusu je cirka 30 let so stari. Tako da se tudi popravljajo, a ne? So pa to kostumi tudi taki že ponošeni, ampak prav pride za filme. Ti kostumi so narejeni za razne projekte, filme, prav za te filme, za našo hišo in pol se tukaj skladiščijo, ne. Tako da jih ne dobimo, ampak jih damo delati, šivati, ne imamo svojo šivalnico, ki se šivajo. Kaj ti pravim pote, vida zala? Me kraljica španska je poslala, ji dojiti mladega kraljiča, sinka njenga, mladega cesariča. Ga dojila boš in ozibala, privijala, poslo postiljala. Ne zaspi, mu pesmi lepe pela, huj ga dela, tam ne boš imela. A dej nehaj norjetno lepo te prosim.